Jaz sem veliko o tem razmišljal, ne, pa recimo poznate te eksperimente s podganami, pa kokainom, pa hrano. Ne. Se pravi, podgani damo kokain ali pa hrano na izbiro in po 15 dneh je mrtva, ne, ker se v bistvu predozira s kokainom in zavrača hrano. Ne. In tukaj imamo mogoče za preživetje rabim hrano, tukaj na drugi strani imam pa užitek, dopamin. Recimo, ne? In vse te stvari, ki ste jih zdaj orisali, ne, v bistvu bazirajo na užitku in na dopaminu, se pravi naša družba, ne, tisti kratkotrajni občutek užitka, ko dobim tisti fiks. Ne. Sreča, ne, je pa zelo bolj subtilna stvar, jaz mislim, ne, zelo bolj dolgoročno je treba na njej delati. Ne. In jaz mislim, da tako, ko damo podgani 2 stvari na izbiro, imamo tudi mi ponovadi 2 stvari na izbiro, ne? In izberemo tisto lažjo pot. Ne? In mogoče, ker je to vse na voljo zaradi blaginje, cenejši je ta kokain, dostopen je vsem, ne? Imamo pa pač take probleme v družbi. Ne? Ja, zelo kompleksna iztočnica je ta, ne? Mi grejo misli v najrazličnejše smeri. Ne? Zdaj tako kot sem prej rekel, ne? Vi ste dolgotrajna sreča, ste omenil to besedno zvezo. Ne? Jaz bi rekel dolgotrajna radost. Radost. Sreča je zopet izrazito precenjeno in potrošniško dizajnirano čustvo. Seveda sreča obstaja, ampak sreča je takrat, ko se ti rodi otrok, ne? Potem ga je treba previti, pa je treba zrihtati za njega, da ima kaj za oblečke in tako naprej. Ne? To pomeni, da se začnejo zdravim tudi skrbi in tako naprej. Jaz sem zelo srečen, da imam otroka, ne skačem do stropa. Sem pa skakal v trenutek, ne? Če me razumete. Ja. Torej sem zdaj radosten, da imam družino. Ko sem diplomiral, sem bil tudi srečen. 15 minut, ne? Pa smo šli s prijatelji na pijačo, pa sem že rekel, kaj imam zvečer, kaj imam jutri. Razumete, to ni, da sem diplomiral, sem pa srečen. Imam otroka, pa sem srečen. Sem kupil avto, pa sem srečen. Ne. Imam radost v življenju. Torej, srečen človek je nefunkcionalen človek. Jaz v 15 minut, ko se rodil en od naših otrok, jaz nisem bil funkcionalen. Ne možeš dati nekaj za delati, neke odgovornosti takrat in tako naprej. Ne? Ali pa tisti dan. Torej, sreča, jaz bi odmaknil kot nekaj, kar se ti zgodi, srečaš prijatelja po 10 letih, ga objameš, 3 sekunde si srečen. Ma povem, kje si, kaj je, kako je s tabo, veš, imam težave, povej. Torej, postane druga prioriteta, torej sreča kratkotrajno, intenzivno čustvo, pika. Tisto, po čemer hrepenimo, je radost, eno zadovoljstvo, ne? Da imamo mir, jaz nisem srečen, ker je mir, sem zelo zadovoljen. Aha, to sem hodil vprašati, kako, zdaj ste zelo lepo razlike med srečo pa radostjo. Ne? Ja. Jaz verjetno sem govoril o radosti, samo sem uporabljal besedo sreče, ampak se popolnoma strinjam. Ker smo že manipulirani, ne? Če boš kupil avto, boš srečen, ne? Če boš prav perilo za tem praškom, boš srečen, mislim, otroci bojo zdravi, ti boš hodil, tvoje življenje bo bomo oprali perilo in mir, mislim. Ja. Kako pa vidite vi to razliko med radostjo pa mirom, ne? Ker v mojem konstruktu miselnem, ne, je vedno zadnja leta mir na najvišjem v hierarhiji med temi stanji človeškimi in najnižjem, ne? Ker če ga jaz dam na najvišji pedestal, to ni mir, ker želim tja in se v bistvu zaciklam. Ne? Mir je pa v bistvu neko stanje, ki je popolnoma odcepljeno od moje trenutnega čustvenega stanja in materialnega stanja. Ne? In v bistvu je nek pogled na sebe in na življenje. Ste že nakazali težavo, v kateri se nahaja povprečen človek, ne? Kaj je najbolj pomembno ali pa kaj je prioriteta? Ne, v bistvu to je, jaz temu rečem tako zelo površno, rečem tak ameriški način življenja. Ne. Katere so 3 ključne stvari, ki jih bo počel v življenju? Ne? To in pol nehaš dihati. Čakaj, vmes je treba to dihati, ne? Pa jesti, pa piti. Ne. V bistvu to prioritiziranje je dobro mogoče za kakšne nivoje menedžmenta in kakšno razmišljanje o triaži, ko pride zdravnik na mesto nesreče in potem je treba narediti ABC triažo, kdo rabi najprej pomoč in tako naprej. Ne. A potem je pa treba živeti. Ne? In tisti trenutek, ko mi rečemo, mir je izjemno pomemben, ne? In v bistvu jaz, ko ne čutim miru v sebi, ne? Takrat pogledam, kaj je tisto, kar povzroča nemir in grem noter v ta nemir, da ga začutim, da ga poskušam doživeti, razumeti, potem najprej seveda sprejeti ta nemir kot del in seveda potem načrtujem aktivnosti, ki bojo ta mir povečale. To ste zdaj opisali zdrav način. Zdrav način odnosa do tega
nemira. Ne? In potem, ko se vzpostavi mir, seveda gre iz fokusa, ne? Gre iz fokusa ta potreba. Ne? Ampak v bistvu jaz, kolikor sebe poznam, ne? Če delam iz enega miru, ne? V bistvu sem čisto drug človek. Ne? Če pa bi jaz imel, jaz moram biti miren, zdaj, čak jaz ne bom šel zdaj klemno na pogovor, kam šel k njemu domov, kam prvi k njemu, mislim, me bo zaprl, me bo dal lisice pol gor, ali kaj, mislim, razumete? Kdo je ta človek? Ne? In potem bi v bistvu ves ta nemir, ki se pojavi ob človeku, ko prvič potrka na vrata neznanega človeka, ne? Spremenil v, tam je poklical, kaj mi je bilo tega treba, zakaj sem se odločil. In bi seveda za svojim iskanjem zunanjih krivcev za moj nemir, seveda ta nemir samo dramatično povečal. In to naredi večina ljudi. Ne, si da mir za neko prioriteto in pol išče krivce, zakaj tega visokega cilja, ki ga ima, ne more doseči. Zaradi zunanjih razlogov. Ne, in velja za radost, velja za sproščenost, velja za duševni mir in različne te kategorije, ne. V bistvu mi, razumete, včasih reče ljudje, ne moreš več kot eno stvar naenkrat zavestno narediti. Ja, nezavedno pa počnem še 1000 drugih stvari. Zdaj, ko se pogovarjava, ves čas moje telo skrbi, da ne padem s stola. Da sem ravno prav oddaljen od mikrofona in tako naprej. In isto velja za te duhovno-čustvene področje mojega življenja. Ne, torej, ko mi spremenimo nekaj, kaj je meni najpomembnejše, ne, v bistvu smo že naredili eno krivico enemu drugemu delu sebe. Zato je danes tako pomembno razumeti celostni koncept človeka. Ne? In recimo sicer je zopet potrošniško zelo zlorabljen koncept čuječnosti kot tak, ampak čuječnost je neko orodje, ki nam omogoča dejansko biti v stiku s sabo na tak način, da ti potem ta stik s sabo omogoča, da si v dobrem stiku tudi z zunanjim okoljem. Ne? To je bistvo čuječnosti. Ne? Spet zelo široko področje. A veste, da sem glih to hotel v to smeriti? V smer čuječnosti. Koliko vašim klientom to priporočate, pa koliko je v vašem, kako bi rekel, celem področju psihologije, kako se to tretira, ne? Ker je neka stvar, ki prihaja iz vzhoda, zdaj jo mi zahodnjaki malo po svoje priredimo, ne? Imamo spet neke cilje notri, ne? Kar zgubi malo. Pa tehnike, pa 3 korake, po 14 dneh do tam. Pa kjer je najboljša meditacija. Ne? Ja, malo zgubi glavno srčiko te prakse oziroma ne prakse. Ne? A se vi tega poslužujete osebno? Pa tako me zanima malo glede vaših klientov, a jim priporočite? Pejte meditirati. Tako, ena stvar, ki je meni izjemno pomembna, mogoče, ki jo delam z ljudmi in je pomembno se to izame osebno, je to, da ko začutim tiste vrste čustev, ki me presenetijo recimo, ali pa so manj prijetna in tako naprej, učim ljudi, se izgleda zelo hecno, ko bom zdaj izrekel, ne, da grejo noter. Ne. Dostikrat v bistvu naletimo tudi na svetovalce in tako naprej, ne, ki potem v bistvu vse naredijo za to, da se ta anksioznost ne bi vrnila, da se ta občutek neke utesnjenosti, stiske, da bi ga premagali, da bi šli proč. Ne. V bistvu zame je prvi korak sploh, da človek ugotovi, da je to človeško, ne, da se nima kaj bat anksioznosti, ne, da to je on. To je on, da treba sebe sprejeti. Ne? In zato imam navado reči, gremo noter, ne? Kateri spomini ti pridejo, kateri strahovi, kdaj si prvič začutil to čustvo anksioznosti in tako naprej. In to je delo na čuječnosti, biti tukaj in zdaj. Ne? Čeprav se zgodi, da na tej poti potuješ v mislih, ne? Tja, kamor si prvič začutil to čustvo. Ne? Ampak v resnici greš v sebe, v svoj spomin. Ne potuješ iz času, izven sebe. Ne? Izven sebe bi kaj pomenilo? Zgodilo se je pri 3 letih. Mama je to naredila. Mama je bela cesta, kako mi je lahko to naredila? To bi pomenilo, da izven sebe potuješ. Ne? Ko potuješ v sebi, v tak občutek, ne? Greš, pri 3 letih, ja, in mama mi je želela takrat dobro, ampak je kričala name. Jaz sem se ustrašil. Takrat bi si želel, da me objame. In to je tisto, kar me spremlja danes. Da ko čutim na ta način, si želim, da me nekdo objame. Hkrati sem pa skregan z ženo, ne vem, prijatelju ne morem reči, da ne gre z mano ven, pa ne me razume in tako naprej. Ne? In zato se ta anksioznost potem bohoti, jaz se zaprem vase in postane to moj naravni sovražnik. In tak primer ene poti. Ne? Ko pa grem noter, ugotovim, kaj rabim.
ne pridem na poti do sebe, ne? In potem seveda bom jaz še vedno čutil strah, ma ta strah se ne bo spremenil v anksioznost. Zakaj? Zaradi tega, ker vem, kaj narediti. Ja, ker razumem. Grem po pomoč. Ja. Ne toliko, ker razumem, ne? Tudi delno, seveda, ne? Mi smo tudi racionalna bitja, nam je pomembno vedeti, razumeti, ma gre bolj za to, ne, da ko jaz čutim, da sem ranjen, da mi je hudo, da grem po pomoč, da sprejmem sebe kot nepopolno bitje, ki je v tem trenutku nemočna in rabi nekoga, da me objame. Ne, ta Chuck Norris, ta človek, ki obvlada svet, ki drži, ne vem, 6 vogalov, 4 vogalne hiše v rokah, ki se zmeni z vsem, kar je potrebno se zmeniti, urediti in tako naprej, sem zdaj totalno nemočen, mi je hudo in mi je težko. Se počutim natanko tako, kot sem imel 3 leta. Se grem pocrtati, sprejmem to čustvo, ne? In od takrat naprej spet lahko držim vse vogale.